župani teh mest, ki so tu Hajdina, Kidričev, Ptuj in tak naprej, najprej sestanek z vodstvom Taluma, dajmo, gibaj, premakni se, pa da morda tiste davno pozabljene delnice iz certifikatov vun pod Talom B, ki še jih nekdo danes, ne vem, kjerem ladlu ima, postanejo neka vrednost, če bo Talum solastnik podatkovnega centra, pa seveda. Tako, naslednjič se bomo poglobila, kot rečeno, sistematično analizo. Jaz pa zdaj povem še zaključek. Spoštovana Ptujlix publika, kot vidimo, na samem razvoju, ki se dogaja okoli nas, smo sedaj prišli do končnega spoznanja, da mora biti tako imenovanega procesa karnevalizacije našega okolja konec. Kaj želim s tem povedati je, dejansko se je okolje, v tem primeru konkretno mesto Ptuj, zaradi pomanjkanja širine zavedanja o lastni pomembnosti in s tem tudi odgovornosti za svet, samovoljno, zdaj že praktično 15 let nazaj, odreklo lastnemu arheološkemu muzeju in razstavišču, ki je tisti temelj duše Ptuja, usmerjalo sredstva v dogodke, s tem ni uspelo vzpostaviti temeljev zdravega in učinkovitega turizma in je postalo mesto pijanskih prireditev. To je potem prešlo na mentaliteto celotne okolice in zaradi tega, ker je kulturno-intelektualni nivo destinacije padal, je to pričelo privlačiti tudi manj izobražene in manj kulturne ljudi za priseljevanje. To je dejstvo, ki se ga je treba priznati. In ko enkrat v tako spiralo padeš, imaš vsak naslednji dan bistveno večjo težavo priti nazaj na nek nivo, na katerem si pričel padati, kaj šele, da bi lahko zrastel nad tega. Zato bo v prihodnjih tednih pred volitvami zelo sistematično in podrobno analizirala določene fenomene. In jaz kot urednik Ptujlixa povem, prišli smo tako daleč, da se ne moremo več zadovoljiti s tem, da zberemo med dvema opcijama, ki predstavljata zlo. Ja? Potrebujemo celostni in celovit reset, popolno dojemanje, kaj je naša odgovornost glede na potenciale in potem večletno sanacijo zatečenega stanja, ker rešiti vsega skupaj ne bo šlo čez noč. Najverjetneje bo celo potrebnih več mandatov, ker zdaj smo padali, ne samo stagnirali, padali 6 zaporednih županskih mandatov in naj bo potem tisti 7. mandat nek preobrat v pravo smer, ampak kot rečeno, že tako, ko zdaj zgledamo, smo sprašeni najmanj do leta 2040. Tako da, spoštovana Ptujlix publika, redno se bomo srečevali in želim vam lep večer in lep dan. Jaz bi samo to še dodal, da orientacija na dogodke sploh slabša varianta, ker stalno moraš prirejati pol te dogodke, da dobiš ljudi in to moraš ponavljati in to trebaš vedno vlagati. Ampak te dogodke lahko prirejajo tudi druge občine in drugi kraji v tvoji okolici. To ni razlikovalni moment. Tebe drži razlikovalni moment. Tisto, kaj je ptujsko bogatstvo, kaj lahko mi pokažemo, kaj drugi ne morejo in nimajo. Edinstveno in unikatno v lokalnem in globalnem okolju. In namesto, da se teh jasnih zadev držiš in to začneš v svetu pravilno forsirati, greš konkurirati 50 vaškim občinam okoli sebe, ki bojo najele lahko iste glasbenike v končni fazi kot tudi ti, tako da od te zadeve edina prava kakovost, ki jo drugi nimajo, je recimo mogoče operna noč, ampak še to tudi ima Maribor. No? Zdaj za zaključek, to, kar je sedaj gospod Gerebič povedal, vizualizirajmo si, okoliške občine, avtohtone kurentovalske destinacije so Ptuj v smislu kurentovanja že špricnile. Kaj pa bo čez 5 let, pa si raje niti ne predstavljamo, zato rešimo Ptuj. Hvala.